Živja, moje ime je Klara in šla sem peš od Drganih Sev do Ajdovščine. Koliko je tu? Tu je okrog 120 km. Aja, pa sabo sem psa vzela. Danes je vlog številka 1. V tem vlogu vam bom malo na splošno povedala, kje sem sploh hodila. V naslednjem vlogu, ko pride ven čez en teden, pa bom kaj več povedala o tem, kaj sem imela spakirano, kaj so bili minusi in kaj sem se naučila, kje sem naredila največje napake. V vlogu bom tudi odgovorila na vaše vprašanja, ki ste mi jih postavili na Instagramu, tako da, če mi ti ne slediš na Instagramu, kar pa followaj. Torej, moja pot je potekala od Drganih Sev, kar je kraj blizu Novega mesta, do Ajdovščine. Zakaj sem si izbrala Ajdovščino? Je zato, ker tam živi moja zelo dobra prijateljica, ki se je sicer preselila v Veliko Britanijo in je bila tu poletje na obisku. Peš sem jaz enkrat že hodila in to z mojim bratrancem. Vam v spodaj polinkala 6 let star vlog, posnet na GoProju, ki mi je še vedno zelo ljub, ker je zelo pristen. Pokaže, kako je mladost res norost. Ni pa bila nič drugačna ta norost, ki sem si jo jaz zadala. Želela sem namreč v 4 dneh narediti 120 km, kar načeloma ni nemogoče. Ljudje delajo po 30 km na dan, ko se lotijo hoditi. Jaz pa pač nisem zmogla vsega prehoditi. Torej, prvi dan sva medva začela na Drganih Selih in cilj je bil priti do vasi po imenu Žvirče. Pot do tja je potekala v bistvu ful fino. Na začetku sva sicer hodila malo ob cestah, potem sva pa kmalu prišla do ene trase, ki se imenuje E7 in sva kar večji del poti hodila po gozdu, kar je bilo obema zelo prijetno. Potem pa sva ven prišla nekje tam, kaj je že bilo, Lipje, in sva začela hoditi mičkeno po cesti, ampak je bilo zelo neprometno, večinoma tako mimo vasi. In prvi dan je v bistvu bil naporen, ampak ni bilo take panike. Proti koncu sva si vzela easy, medtem ko sem na začetku ful terala, sva naredila 20 km res tako na hitro. Zadnjih 10 sva pa veliko počivala, bilo je vroče. V Žvirčah sem potem v enem grmovju postavila šotor in tam sva prenočila. In če gremo potem na drugi dan sva šla pa od Žvirč do Nove vasi. Drugi dan je bil absolutno najbolj naporen. Drugi dan se medva zbudiva in štartava že zelo zgodaj, ob 5:30 mislim, da sva štartala. In prvi del je bilo ene 5 km poti po cesti, ampak ni bilo panike, itak ni bilo avtov, tako zgodaj zjutraj. Potem sva v bistvu začela se vzpenjati proti Sveti Ani in tam je bil tako strm hrib, da nisem vedela, ali bom nazaj padla ali kaj bom. In me je čisto bilo. Na tisti točki je meni tudi žulj počul na stopalu. Sem se potem samo preobula in nadaljevala pot. In sem drugi dan, bi rekla, pretirano terala, ker ko sva medva prišla v malo bolj severno od Ribnice, je potem pot, ki naj je vodila do Nove vasi, bila zelo prometna. Da sva v bistvu hodila ob glavni cesti, ponekje so bili pločniki, pa ni bilo panike, ponekje sva pa pač mogla malo tam po travi hoditi, kar ni optimalno, ne. Drugi dan je bila tudi ploha, dvakrat, kar je malo hladilo ozračje. Se mi zdi, če ne bi bilo tiste plohe, ne bi sploh zmogla toliko hoditi, ker je potem lahko tudi piknik, veliko lažje hodil. O skrbi za psa bom tudi več povedala v drugem vlogu, ker se mi zdi, da je tu bil en tudi ključnih dejavnikov na tej poti. Ko imaš psa s sabo, moraš misliti še na ful stvari, ki jih drugače ne pomisliš. Jaz sem res terala, da sva prišla do Nove vasi. Naredila sva v tisti točki 32 km. Hotela sem ujeti trgovino, ki se je zaprla ob 7 in sva res pol prišla ob malo čez 6, da sem šla na Bavt za jesti, za piti, za piknika, konzervo. Sva se vrgla tam v neko travo pred trgovino in sem tako, piješ, ješ. Ja, drugi dan je bil too much. Potem sva prespala spet v enem grmovju. Nisem jaz v bistvu mogla več stopiti na desno nogo glih, tako da sem poiskala, da bova spala nekje blizu. Nekateri ste me spraševali, ne, lahko na tej točki povem, kako je s tem wild campingom, pa načeloma je ilegalno. Ja, tudi jaz upam, da niste na moj channel prišli po legalne nasvete, ki vam jih ne morem dati. Če se ga že lotimo, ne, če že želimo prespati nekje v naravi, je pač nekako pravilo, oziroma je fajn upoštevati, da šotor postavimo, ko ljudje že spijo, oziroma ko je noč, in ga pospravimo, preden se ljudje zbudijo. In seveda pospravimo za sabo in nismo nemarni majhni pujski. Sem pa drugi dan naredila to, kar se načeloma ne bi smelo, in sicer šotor sem postavila že ob 8. Kot prvo bil je moker, sem hotela se malo posušiti, kot drugo, jaz nisem imela nobene energije več. Jaz sem vedela, da moram ob 9:00, da moram spati. Tako da
sta me dva človeka videla in sem jim sem pomahala in se nisem premaknila. Druga noč je bila zelo naporna, predvsem zato, ker je bilo izredno mrzlo, tam je očitno nek žepek, kjer se je ful megle zadrževalo in sem piknika dala k sebi noter spat, on se je ful razkomotil, me je tam s tatvami odrival. No in naslednji dan se zbudiva, potem sva vstopila v tretji dan, spet je budilka bila ob 5. zjutraj, sva vse tisto pospravila in jaz sem čutila, da sem zelo utrujena. Čutila sem, da mi desna noga, in torej predvsem govorimo o gležnju in pa desnem kolku, da nekaj ni tako, kot bi moglo biti. In videla sem, da je pred nama dobršen del poti do Cerknice, v bistvu skus ob glavni cesti, kar mi ful ni bilo všeč. In tisti dan je bilo res tukaj prometno, naredila sva 5 km do Bloške Police in bilo je v bistvu, počutila sem se neumno, ker sem bila tako, tu sploh ni fore. Tu sploh ni fore, da medva tle hodva. Tu je čisto moja miskalkulacija te poti. In sem na tisti točki na Bloški Polici se odločila, da bo do Cerknice štopala in četrti avto, ki je ustavil, je bila moja bivša sodelavka. Wow. In smo se bile čisto vesele in me je odpeljala vse do Cerknice, kar je bilo tako z neba poslano in rešila nama je life s piknikom. In sem bila zelo vesela, tako da je bilo tako narejenih 10 km v bistvu, ne. In potem sva pa s piknikom imela še dogodivščino, da sva šla od Cerknice tam po enih vasicah in gozdovih do ceste, ki gre blizu avtoceste. Tam sva mogla hoditi okrog 5 km. Ni bilo optimalno, ampak pač sva stisnila zobe in sva šla na hitro tam tisti del čez. Potem pa sva vstopila na gozdno pot, ki naju je peljala skozi do vasi Studeno. Jaz sem zelo težko hodila, tako da tisti dan je bil teh 20 km sva hodila, kot da hodva 30. Tudi vmes smo se ful ustavljala in veliko sem tako, da sva se v travo ulegla nekje s piknikom in sva sem počivala, ker je bila izredna vročina, v bistvu je bil vročinski val, ne. Jaz sem potem tako malo šepajoča prišla blizu te vasi in takrat nekako mi je GPS mi ni več kazal pravilno, kam moram iti. In v gozdu zagledam enega gospoda, ki nabira gobe in rečem živjo. Mislim, da sem že zelo blizu, kje je ta vas. In reče, ja, pa tu sem tlele pejt, pa čez travnik in si že tam. Pa še reče, ko boš v vasi, daj se vstav na enemu pivu. Sva dobila zvečer malo piva, pa gospod dela domač džin. In smo se malo pomenili, tako je bilo ful fino. Potem sem pa jaz vedela, da sem tukaj. Tretji dan je bil tudi, pač tu je eskaliralo, ne, ker nisi spočit in noga me je vse bolj bolela in sem lahko, ok, greva zdaj, medva sem čim prej najdela za spat. Sva najdela ful lepo lokacijo za spat in sva tam prespala noč, ki je potekala čisto mirno, tudi piknik ni nič lajal, ker drugače je prejšnji 2 noči vedno kakšna žival prišla blizu in je pač lajal. Vmes v bistvu sem se srečevala z veliko temi vprašanji, ne, zakaj tako teram. Kaj mi je fora, da sem si zadala 30 km na dan in pač, če vem, da ne zmorem, zakaj še vedno teram. Pač, ne vem, prvi dan sem naredila 800 metrov nadmorske višine, drugi dan 900, plus, da sem hodila še 30 km, to so zelo naporne stvari, z več kot 10-kilskim ruzakom in sem lahko, ok, mislim, ker se jaz hočem mučiti ali hočem komu kaj dokazati in odgovor je bil ne in ne. Tako da sem bila, potem četrti dan sem se ful smirila in sem bila tako, medva rava priti sem do ene glavne ceste, ki je tako dobrih 10 km stran. Piknik, sem tu rava narediti, pol naj bo pa že Staša, torej moja prijateljica, pobrala in odpeljala v Ajdovščino. No biggie. Četrti dan je bila zelo lepa cesta na začetku, res tako, wow. Ampak meni je gležen in kolk, pač tu je šlo pa tako korak po korak, tu je bilo pa tako počasno, da in pa sem na eni točki že videla, da če bom še nadaljevala, da si lahko gležen dolgotrajno uničem, sredi tiste gozdne poti, kjer sva v 2 urah srečala mogoče 5 avtov, sem glih odpela sem si ruzak od sprede, pa piknika poklicala, sem rekla, tle bo čakala, dokler nekdo po naju ne pride, ker jaz ne naredim niti koraka več. In v tistem, še ruzak sem imela na sebi, pride en avto in jaz dam prst gor in pride ena gospa in nam ustav in tako, ja, kaj pa, ste v redu, kam pa greste? In jaz tako, ja, pač ne morva več, ker naj bi lahko zapeljali do, najprej je bilo, kaj že tam, pod Hosta, ja, itak, in naj je peljala v bistvu na konec do Cola, kjer je bila odprta restauracija.
In s tem nama je čisto olajšala life in jaz sem videla, da je bila to najboljša odločitev, da se ne ženem, torej sva četrti dan naredila okrog 10 km. In v tisti gostilni, tam na Colu, je bilo okrog 5 delavcev, ki so se poštekali s piknikom in jaz sem tam pojedla pravo hrano prvič v 4 dneh. Če vas zanima, so bili tu njoki v serovi omaki, mešana solata ter orehovi štruklji in pila sem radler. No, in ko so ti gospodje mene malo začeli spraševati, kam jaz hodim, pa kva se grem, sem povedala, da imam cilj priti v Ajdovščino in se je potem še en gospod ponudil, da me do Ajdovščine zapelje in v bistvu sva prečkala ciljno črto s piknikom v avtu in sem tukaj naspiderana in dobre volje, tu je bil tako, vsi hormoni sreče so mi buhali čez lase in sva tam v en park se ulegla v Ajdovščini in sem čilerala. Torej, če gledamo statistiko, sva okrog 95 km v 4 dneh prehodila, okrog 25 km sva pa štopala. Vzpona sva prehodila v 4 dneh okrog 2000 metrov, tam nekje, no, nimam pa čist točnega podatka. Vprašanje je bilo tudi, kako sem si planirala pot. Prijateljica, ki ima zelo dobre izkušnje s tem, da hodi, mi je predlagala aplikacijo, ki se imenuje mapi.cz. In ta app je v bistvu bil ful fini, ker sem ga lahko uporabljala brez interneta, samo GPS sem rabila. Sem si zloadala karto Slovenije in sem imela zelo dober vpogled vse te poti. Zakaj sem sploh šla na tako pot? Torej, nisem šla zaradi turističnih znamenitosti, nisem šla zaradi naravnih znamenitosti, jaz sem šla sem hoditi po čist navadnih krajih. V bistvu si cel dan okupiran samo s tem, da hodiš in vse, kar rabiš, je hoditi in piti vodo in kaj pojesti. In vmes se ti bodo itak zgodile stvari, da boš srečal ljudi, da te kdo na pivo povabi, da ti kdo kavico časti in te stvari so meni tako v bistvu neprecenljive. Poleg tega testiraš nekako, česa si zmožen in zdaj, ko sem bila sama, oziroma sem imela psa, ampak pes ne zna govoriti, pes pač ne more biti ničesar kriv, sem videla tudi, koliko v bistvu si sam s sabo in se sam odločiš, ali boš naredil še 2 km, ali boš počival, ali boš, kaj boš, ne. Se mi zdi, če bi v tej situaciji bila 2, tudi če bi bil Klemen z mano, bi ziher več bilo kakšne slabe volje v smislu, fakt, zakaj nisi pogledal, ali pa zakaj jaz nisem pogledala, kje je trgovina, kje je ono, zakaj nimamo Hansaplastov s sabo, zakaj, ne. Zdaj si pa sam, pač sam si za J, sam si za F in zdaj se pač deal with it, ne. Deal with it. Kakršna župa si skuhala, tako boš pa še pojela. Druga stvar je pa, ko hodiš na ta način, moje misli so prazne, to je neverjetno, tako, to ni ono, bombardirana bom z vsem razmišljanjem o svetu in o sebi in o slabih stvareh in o dobrih stvareh, ampak je glava večinoma prazna in najbolj noro mi je bilo, ko sem bila jaz utrujena, pa sem videla, da je piknik ful utrujen, sva tam v eno senco se vrgla, glih tukaj, da je bilo 2 kvadratna metra sence, tu je vse, kar sva rabila, v eno travo, Ruzek je šel dol, pikniku sem voda natočila in sva tam ležala, včasih tudi po uro pa pol, ne. In pač sem tam ležiš. Na telefonu nimaš baterije, ne moreš scrollati Instagrama, ne, komu sem še odpisala vmes, ampak potem moraš hitro iti na airplane mode, ker drugače ja, ti lahko crkne telefon, ti ga pa nujno rabiš. In to je to. In všeč mi je ta preprostost, pač to mi je toliko noro. Zahvalila bi se vsem vam, ki ste mi pošiljali taka spodbudna sporočila, ful mi je pomenilo, nisem si predstavljala v bistvu, da bo tudi v vseh vas, mojih sledilcih, vzbudilo tudi toliko interesa. Dobivala sem dnevno taka sporočila, tako da iz srca vam hvala, ker je bila tu velika podpora. Itak si izkusil percepu, ne, ko objavljaš stvari online, pač, da se sprašuješ, zakaj to sploh delaš, ne. Mislim, da ste začutili to avtentičnost, da je bila ta odločitev toliko pristna meni, da jaz bi šla, tudi če ne bi tega nikjer objavljala, ker je tu meni tako nekaj zanimivega. In da ste res začutili, da to, kar delam, je toliko pristno in toliko, da sem navdušena ali pa utrujena ali pa da res delim točno to, kar se dogaja in hvala vam za to. Ena punca me je vprašala, kako se pot imenuje. Pot se imenuje Klara je organizirala pot, ki ni bila najboljše organizirana. To je celo ime te poti. Lahko se še malo pogovorimo o tem, kar sem jedla. Torej, prvi dan sem šla na pot z full energy barsi in z nekimi snacki, ki sem jih po hladilniku pobrala, v smislu rdeča pesa,
paradižnikova omaka, pa kisla smetana, pa neki domači krekerji, ki so bili že čist mehki. Ker jaz sem bila prepričana, da bom po poti srečevala trgovinice ali pa saj neke oštarije, bare, kjer bom jaz lahko vsaj malo prigrizala. In zelo sem se motila, ker prvi dan sem jaz v bistvu jedla sem tu, torej ful premalo, ne, če tako gledaš. Drugi dan sva s piknikom tu zgodaj začela, da je bilo vse zaprto, ko sva šla mimo kakšne trgovine. In sva naredila že orenko spon in v bistvu sva hodila že 6 ur in jaz sem pojedla 2 frutabeli ali neke energetske ploščice, da sva prišla do Petrola, do Petrola v Ribenzi in tam sem bila tako, oh my god, ne. Marija se mi je prikazala, sem letela not, nabavila sendviče, izotonik, ječmenov napitek, piknik v konzervo, idemo, zdaj bomo vse pojeli, ne, sva se tam napokala. Potem pa sem bila sita, ker je neverjetno v bistvu kuk. Tudi človek ni lačen, ko je toliko utrujen in drugi dan je bil tak čisti overload, tako da zvečer, ko sem prišla do one trgovine, sem v bistvu jedla bolj zato, ker sem vedela, da moram jesti. Sva jedla, ne vem, tudi sem sladoled sem vzela, breskve, kruh, kremni namaz, pa za naslednji dan jogurt. Problem je bil tudi, da moj ruzak je bil zelo napokan. V bistvu nisem imela niti placa ful hrane si nabaviti in vedela sem, da je tudi tukaj dodatna teža, ker sem mogla zelo skrbeti glede vode. Vode sem mogla na enih točkah nositi sabo za naju oba, okrog 4 litre, kar je 4 litre dodatne teže. In je tako, ja, tu je že ful, ne. Tu sem pol bolj, ja, planirala, da sem jedla po poti. Torej, tu je bil drugi dan. Tretji dan sem imela še neki ta jogurt, pa breskve, pa tu sabo sem tu pojedla, na kavo sem šla zjutraj. V bistvu tu nek par še energetskih ploščic, kar sem imela sabo. Pol mi je gospod dal per pa džin in potem sem bila čist brez apetita zvečer. Tako da tu je to, kar sem pojela tretji dan. Četrti dan so pa najdla kot prvo market, ne. Že takoj zjutraj sem si lepo eno štručko naredila s serom, pa ne vem, kva sem še pojela. Me je tisto čist zabil, ker res nisem bila tako lačna. Potem pa, kot sem rekla, ko sva prišla do Cola, tam, ko sem bila tako odtle ne hodila več, sem si pa privoščila eno orenko kosilo. Ko sem sama, je mene kar precej strah zvokov. Ampak iskreno povedano, mene je strah bolj, da bo kakšen človek prišel, ne. Ker žival mi je tako, ja kva, mislim, ajde, da medved name skoči ali nekaj, ko sem v šotoru, pa mi rebro zlom, ali ne vem, mislim. Kva bo pa žival mi naredila, ne, če tako pogledaš, ko si enkrat v šotoru. Ampak zdaj, ko sem imela iz piknika sabo, ne, tu je on sem lepo malo zalajal in vse živali so šle stran, sem si mislila, če bo človek prišel, bo orenk lajal, bom vedela, da je nekaj narobe, ampak vseeno imaš tam psa, tako da ne bom rekla, da me čisto nič ni strah, ampak sem veliko bolj mirno spala, ker sem imela psa sabo. Jaz nisem da me ni ničesar strah, mene je strah ful stvari. Strah me je, ko grem v morje, mediteransko plava, da me bo morski pes napadel, okej? Sem tu, da smo se nejasnem. Ampak mene medveda pa dejansko ni bilo še v lifeu strah. Tako da, po neumnosti, ne, jaz vem, da bi se mi lahko kaj zgodilo, ampak imela sva tam pri pivki, jami, hodila kot dva največja Jacka na vasi, no, jaz sem malo šepala, ampak dejansko me ni bilo strah. Tako da, ne, medvedov me ni bilo strah, videla sem pa lisico, pa veliko sranje je bilo, in to je to od živali. Pa ena miška mi je hodila po šotoru plezati. Če se tu šteje za divjo žival. Asfalta je bilo preveč. Okay? Asfalt je bil vsak dan vsaj 10 km asfalta, kar je občutno preveč. In no, naslednjič boljše planiranje, definitivno. Pa več časa. Ko sem šla zvečer k počitku, sem umrla kot ena utrujena krava, ki je tako, če me bo kdo prišel buditi, mu bom roko odgrizala. Sem puste me spat, prosim. Tako, dragi moji, pa smo prišli do konca prvega vloga, kjer sem vam malo predstavila tole pot. Jaz upam, da bom šla kmalu spet na kakšno tako dogodivščino. Več vam pa povem v vlogu številka 2, ki pride ven čez kakšen teden. Lepo se imejte in če imate še kakšno vprašanje, ga kar zapišite dol v komentar. Pa videa ne pozabite lajkati, pa šerati, pa vse te stvari. The good stuff, ki meni pomagajo, da lahko še naprej ustvarjam takšne vsebine. Lepo se imejte in se vidimo kmalu. Čau!